večer in dobrodošli v Prešernovem gledališču Kranj na pogovoru z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci. Te v Kranju že tradicionalno sprejmemo le dan po prejemu najvišjih državnih priznanj za dosežke na področju kulture. Po sprehodu skozi staro mestno jedro si nagrajenci in gostje v galeriji Prešernovih nagrajencev ogledajo fotografsko razstavo Toneta Stojka Portreti Prešernovih nagrajencev. Letos pa sta jih v galeriji na predstavitvi pesniške zbirke Samotni brin sredi morja rase pozdravila primorska pesnika, Prešernov nagrajenec iz leta 2015 Miroslav Košuta in nagrajenec Prešernovega sklada Marko Kralos. Tu v Prešernovem gledališču pa bomo priča nadaljevanju srečanja, ki smo ga poimenovali Shod mus na Kranjskem Parnasi. Žal danes zaradi neodložljivih obveznosti ni med nami dramatičarke Simone Semenič in koreografinje Valentine Turku. Prešernove nagrajence v Kranju gostimo že 9. leto. Zato k besedi najprej vabim župana mestne občine Kranj, gospoda Boštjana Trilarja. Drage Kranjčanke in Kranjčani, spoštovani gospod minister, cenjene obiskovalke in obiskovalci, dober večer, no, pa seveda tudi Huža, dober večer tudi Hužu. Dober večer in prav lepo pozdravljeni v Kranju, dobrodošli v Kranju, Prešernovem mestu kulture. Prav posebej topel pozdrav pa namenjam seveda letošnjim nagrajenkam in nagrajencem. Ponosni sem, da vas imamo tako kot vsako leto tudi danes v Kranju. Predlagam, da jim damo še en velik topel aplavz. Na kaj pa smo pri nagrajenkah in nagrajencih lahko še posebej ponosni? Kaj je verjetno njihova največja dodana vrednost? Osebno mislim, da je to ustvarjalnost. Ustvarjati je veliko teže, kot ustvarjeno prodati. Zato verjetno umetnost nikdar ne bo samo pridobitna dejavnost. Če pa so pogoji za delovanje slabi, je pa ustvarjati še toliko težje. Na srečo je ta nuja, ta slabo ustvarjeno tako močna, da vedno premaga vse ovire. Tako v zgodovini, kot tudi danes, zato smo lahko tudi priča tako izjemnim dosežkom. Vendar se moramo vedno znova vprašati, kaj pa lahko naredimo, da pomagamo tej ustvarjalnosti umetnosti. Zelo sem ponosen na moje Kranjčanke in Kranjčane, ki so danes z rekordnim obiskom v mestu pokazali, kako zelo spoštujemo in podpiramo kulturo. Ponosen sem na njih. Seveda je pa treba ustvarjati še pogoje. Pogoje za normalno delo in v Kranju to delamo z dolgoročno stabilnostjo, kar pomeni kulturni programi na daljši rok, na 3 ali 5 let z znanimi pogoji in pa seveda z sofinanciranjem. Ponosen sem, da je mestna občina Kranj ena redkih občin, ki povečuje sredstva za kulturo. Letos smo jih povečali kar za 10%. Verjamem, da bo to pomagalo še večjim dosežkom. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, želim vam veliko užitkov v današnjem večeru. Vas, drage nagrajenke, oziroma nagrajenka in nagrajenci, pa vabim, da čim večkrat obiščete Kranj. Lepa hvala. Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja za dosežke na področju umetnosti v Republiki Sloveniji. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada pa ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih 2 letih in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. Začetek podeljevanja Prešernovih nagrad sega v leto 1946, ko je tedanje Ministrstvo za prosveto izdalo odredbo o podeljevanju nagrad za umetnost in znanost. Danes Prešernov sklad sodi pod okrilje Ministrstva za kulturo. Zato k besedi vabim še resornega ministra Antona Peršaka.
Slovenci smo eden zelo redkih narodov oziroma ena zelo redkih držav, ki slavi vsako leto svoj kulturni praznik kot državni praznik. Slovenci smo tudi redki, eden redkih narodov, kjer imajo ravno nagrade za področje dela na področju umetnosti in kulture največji težo v javnosti, največji odmev. Zato ni slučaj, da se okrog dneva, ko se te nagrade podeljujejo, tradicionalno tudi znamejo razne polemike. Tisti, ki to spremljamo že desetletja, vemo, da se skoraj vsako leto kaj takega dogaja. Če gledamo podatke o kulturni dejavnosti v Sloveniji, ne glede na gotovo v mnogih primerih upravičeno kritičnost kulture do države, do financiranja in tako naprej. Ampak če pogledamo te podatke in jih primerjamo z drugimi državami, vidimo, da smo po številu izdanih knjig, število prebivalcev, po številu gledališč, po številu gledaliških predstav, po številu oper in baletov, če hočete, da smo proporcionalno gledano v evropskem vrhu. In zato je odnos do kulture, do umetnosti, do ustvarjalnosti tako pomemben in nosilci te ustvarjalnosti so nocoj znani, tisti, ki so letos dobili te nagrade za ustvarjalnost. In ker je to tako pomembno, zato ima ta nagrada vendarle tudi tako odmev in tako javno priznanje. Hvala. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi. Vesela sem, da sem spet v vaši družbi in počaščena, da sem v družbi vas 7. Tako da bi prosila Majo, če lahko predstavi še Kužka, kako mnenje. To je pasma islandski pes, 2 leti stara kuža, moja sodelavka Ada. Prosim, ne ploskati, ker zelo rada potem, oziroma če pa hočete še enkrat slišati njen pozdrav nazaj vam, pa lahko ne. Torej, začela bom z gospodom Mejačem. Nekaj me je impresioniralo, ko sva se srečala, prej pozdravila, in sicer močan stisk roke in nežen poljub. Je to del tega, čemu se reče danseur noble? Ja. Kako bi razložili ta pojem sploh? Danseur noble. Eleganca na odru. Del tega je tudi v privatnem življenju, sigurno. Da so bili pred tem nastopom 4 poljubi, zelo nežni, pred leti bi to drugače naredil. Stisk roke je pa za mene to normalno, če čutim nekoga, da je odprt, vesel, tako kot sem jaz od mladih let. Ko sem bil majhen, moram reči, ko še nisem odra povohal, sem ga mnogokrat veliko, oziroma moram reči, veliko ušpičil. Veste, ko sem pa prišel 51. leta v baletno dvorano, ko sem zagledal mojega profesorja, gospoda Pina Mlakarja, ko mi je sam odmeril od pet do glave, rekel, od kje ste?
Sem rekel, jaz sem okronoga, jaz sem Dolenc. Prav v strahu seveda, ne? Teda on me je pogledal, kasneje sem izvedel, da je on tudi Dolenc iz Novega mesta. Razširil malenkost v ustnici, da nasmeh. No, sem mislil, pa bomo šli tako naprej dobro. Ampak tisti moment, ko je on obrnil hrbet, je že rekel, sem že začutil tisto avtoriteto in disciplino, ki mora biti navzoča ves čas v baletni dvorani in na odru svojim. 3, 4, gremo. Janez, vi se kar učite tam lepo, prosim lepo. Seveda, tako je bilo naprej. Kako nas je vzgajal? To je bil moj oče. Ja, lahko rečem temu, da je bil oče večini v baletnem ansamblu. Že če rečem, da je bilo to na začetku moje kariere, čeprav karijere še nisem nehal, ne? Zdaj začnem tretjo stopno delati kot upokojenec. Središče Ljubljane vsi poznate. Mogoče med vami tudi kdo, ki je bil pred 50-60 leti na promenadi na Cankarjevi cesti. Jaz sem bil. Seveda, takrat so oči še švigale po mladih dekletih. No in jaz grem, tam je bila kavarna Evropa tudi, grem čez cesto in grem v teater, v opero na vajo. Prehiti me gospod Mlakar, brez besed. Takrat sem nosil še klobuk, s spoštovanjem lepo se odkril. On je še naprej, vedel sem, da imamo ob 6 vajo. V garderobi se srečem, on je bil mogoče 5 minut pred mano, on je šel direktno v baletno dvorano, jaz se srečem in grem tudi jaz za njim. Ko sem jaz prišel v baletno dvorano, tisti trenutek je nastala popolna groba tišina. Z močnim, gromkim glasom, ki je bilo čutiti v teh besedah vzgoja in disciplina, in pravi: Janez, ne tam na promenadi, tukaj je vaš dom. In to se je ponavljalo dolga desetletja. In tako sem vzgojen v neki disciplini, reda še danes. In upam, da bom še nekaj imel naprej. Gospod Janez, vi pravite, da vas je v bogati karieri vodilo hrepenenje po usklajenosti lepega z resničnim. In po drugi strani je že tako, da kdor ne pleše, ne ve, kaj je življenje, to so vaše besede. Ampak kaj je gib v primerjavi z mirovanjem? Gib je nekaj najlepšega. Ne bo tak ali tak, ki je vezan s poljubom ali čim drugim. Moram reči, da, tako kot sem že dejal, telo. Telo kot edini instrument plesalca in telo in vedno sodelujeta, vedno gledata v štric. In ko en naredi, drugi narekuje. En narekuje, drugi naredi. In tako se potem izraža, seveda v koreografskem smislu, nekje so tukaj prisotni potem gibi, ki so pa zopet različni. Da pa je meni ljuba, ki jo ponavljam, tako da že štirinožec tamle že ponavlja. Zapomnite se vsi, kdor ne pleše, ne ve, kaj je življenje. Zato, dragi moji gostje seveda, plešite in vsak praznik, čeprav ga ni, si ga naredimo.
sem, da ste nehali med željo postati pevec ali igralec, morda celo duhovnik, se vas je vse, kar je bilo tako ali drugače, vsaj malo gledališko obarvano, neznansko privlačilo, obsedalo. Potem pa ste postali baletnik. Ja, lepo ste začeli, naštela ste pa premalo. Veste, teater se je za mene začel, ko sem bil še na kmetih doma, na deželi, Mokrovan, eno krasno, veliko mesto, veste. Ima par 100 ljudi. In ni ga fanta na deželi, to poznamo, da ne bi ministriral. Z Marjano Držal? Počakajte, nekaj ne me prekriteva, to so pa že dekleta, kaj pa pol pride. No, ampak počaralo me je tisto ministriranje, pa duhovnik tam na sredi, pa to, pa uno, pa menjava ta velikih ministrantov, pa ta malih ministrantov in tako naprej. In ob nedeljah popoldne, ko smo bili tudi ministrantje prosti, dopoldne smo opravili jutranjo in pa dopoldansko mašo, smo v naši dolgi sobi si naredili oltar iz ovojnega papirja, smo si naredili tiste plašče, škofovske kape, to je bila voda, ko je bilo obhajilo, to pa ja, cviček pa ja, veliko polno cvička smo si natakali, to je bilo seveda, in tako, to me je že nekaj gnalo, mi je nekaj govorilo. No, po drugi svetovni vojni, ko sem prišel v Ljubljano, starši so šli že naprej v Ljubljano iz Mokrovnega, oče pa šel iz partizanov. No, mama me obvesti prav ti v časopisu Slovenski poročevalec je eno glas za mlade pevce in vabijo na sodelovanje za opero Carmen. No, seveda sem šel, postavljen fan Slovenske, je bil takoj sprijet, glas sem Poslavček. No, in smo zapeli tisto v prvem dejanju, ko smo prišli, nas je bilo, mislim, okrog 10-12 mogoče, in korakamo v ritmu, vsi po koncu glave, krepko bi speto obtla, 1, 2, na levo, na pravo, 1, 2, tako velja. No, čez nekaj desetletij pa sva z mojo kasnejšo partnerko, če rečem televizijsko partnerko, ugotovila, da sva tukaj v takem zaporedju oziroma v vrsti vojakov stala, meni drago, še bolj pa draga prijateljica moje žene, Marjana Držal. To je bilo seveda veliko presenečenje, seveda se pa je kasneje to sodelovanje z Marjano zelo veliko, mnogokrat se je ponavljalo, to so bile zabavne oddaje, to so bile samostojni koncerti, veliko. Da ne govorim o teh televizijskih pevcih, Anton Marti, veliki režiser, gost iz Zagreba, Mirč Kragel in etc. zabavnih oddaj režiserji. Takrat moja leta, Beti Jurkovič, Majda Sepe, potem je bila Jelka Cvetležar, ki jo tudi malo starejši poznate, koreografinja Majna Sevnik in jasno Marjana Držal. To so bile predstave, vsak dan smo bili na ekranu, da pa se moram pa pohvaliti tudi s tem, da sem prvi, zadnji bi rekel, če bi bil zadnji, bi rekel, da smo zadnji vedno prvi, no in sem bil prvi, ki je nastopil v plesu tudi na televiziji. To je bilo novembra meseca, leta 57 na Gospodarskem predstavišču, ko je bil teden elektronike. Tam smo plesali trije, Jaka Hafner, Jeseničan, iz Kulje vasi, Majna Sevnik in moja malenkost. Plesali pa smo, kaj? Vi ga nikoli niste, oziroma nekateri mogoče se še poznate. Mambo!
Wow. No, jaz se spomnim posnetka iz leta 1964. Ne vem, ker vem, da ste televizijski pionir. In se spomnim, da ste pel in spomnim se pa tudi tega, lahko si ta posnetek pogledate na YouTubeu, torej neznansko, tudi počasani ste bili tako, ste me spominjali na Laurence Olivierja. Vam je to že kdaj kdo rekel? Ne. Hvala lepa. Potem gre pa tam levša. Ne, nihče mi še tega ne rekel, ampak moram se, to sem prej pozabil. Veste, imamo 8 križev pa še nekaj čez, ne, ampak jaz sem tak, kakršen sem. Jaz sem bil na 3 prste imam. Grem na AGRFT, bil sem tudi na AGRFT, ali bom solo petje študiral, ki sem ga pri profesor Darjanu, ali grem v baletno dvorano s Švicati. No, odločil sem se za baletno dvorano. Zakaj? Zaradi tega, ker v mladosti vsak pogleda, ali imaš kaj v žepu ali ne. In takrat smo dobivali od predstave neko gažo, smo rekli takrat. In to mi je bilo že neka vzpodbuda. Seveda, ni bilo tako naše življenje tako enostavno. Dopoldne gimnazija, popoldne baletna šola, potem vaje do pozne noči, tako da je bilo to kar na jedilniku, katero stvar bom šprical. Ali bom gimnazijo šprical, ali bom popoldne baletna šola šprical, ali bom gospoda Mlakarja prišprical, ker vedel pa sem, če bom gospoda Mlakarja prišprical, mi to ne bo dobro za budućnost. In tako je šlo naprej. Vas smem vprašati, če izmed 84 solističnih vlog bi zdaj lahko povedali, katera vam je bila najbolj pisana na telo? Ja. Jaz imam samo 2 otroka, 2 fanta, pa enega v Beogradu. Če bi bilo tlele 84, pa preko vse so mi bile glih. Vse imam rad. Seveda, nekateri izstopajo. Bil sem, tako kot je moja oddaja, ima naslov Večni princ, Trnovčica, pa Romeo, pa in tako dalje in tako dalje. Seveda, zelo draga mi je Žizel, predvsem drugo dejanje, ko pridem na grob svoji dragi in ona kot vila vstane. In tisti pa dedej, ples v dvoje, tisti stiski, tisto krepenenje, ki sem ga čutil od nje, iz moje notranjosti, enako. Moje variacije. Drugo dejanje, moram reči, zelo težko, ampak poln sem bil tistega žara. Zanesenjak moram, čeprav mogoče zadnjikrat. Tako zastoj je padel, s Tatjano Remškar sem plesal to čudovito predstavo in pred zaveso publika aplaudirala, midva se klanjava. Ona se mi je prilepila takole zraven. Jaz sem bil poln cvetja, ki sem ga šel en dan preje lilije kupiti v Trst, danes cvetličarne sem bil še bolj siromašen. Pa je rekla, Janez, a boš tudi meni prinesel na grob lilije? Držal sem obljubo. Dajte nas nekaj naučiti. Balet v današnji družbi ni nekaj samoumevnega. Kako naj si privzgojimo ljubezen in spoštovanje do njega? Sprašujem za mlajše generacije. Pustite mlade, naj plešejo.
samo da so razigrani. Seveda, mladi se potem pa sami odločajo, ali bodo šli po stopinjah profesionalnega plesalca ali ne. Kajti naš kruh zahteva samo delo, veliko znoja, veliko odpovedovanja. Če tega ni, če tega ne bodo podpirali tudi starši, je potem vse za manj. Na moji strani je bila mama. Oče me ni nikdar videl, da sem plesal. Zato bodite prijazni in plešite, kot sem prej rekel. To je življenje, to je lepo. In kako lepo je v baletni dvorani, ko vsrkaš tisto koreografijo, ko si takole na takle način brišeš znoj, ampak veš, zakaj. Hvala lepa. Boris Novak pravi, da je njegovo bistvo v preteklosti. Nekatere zgodbe preprosto ne morejo pripadati samo preteklosti, čeprav bi si včasih to želeli, Boris. Posebno tiste, ki so napisane iz ljubezni do miru. Zato te sprašujem, je bilo teh 40.000 verzov za ep Vrata ne povrata napisanih iz ljubezni do miru? Kompleksno vprašanje, Patricija, gotovo. Takoj, ko si rekla, da je samega sebe dejansko od nekdaj doživljam kot bivše bitje, kot bivše v smislu, da so se mi bistvene stvari že zgodile. To je nedvomno bila posledica moje selitve v otroštvo iz Beograda v Ljubljano. Starša sta Slovenca, jaz sem hodil v srbsko šolo in občutljivi starosti 14 let se je zgodila ta selitev in jaz sem pač od takrat naprej nenehno oživljal svojo preteklost, otroštvo, ki je bilo zelo lepo, idilično, divje, polno otroških iger. In pravzaprav, ko smo danes se stopali iz foajeja tega gledališča na ta oder, sem se spomnil, da je to pot, ki sva jo februarja leta 1983 naredila s Tarasom Kermaunerjem. V okviru tedanjega tedna slovenske drame so igrali tukaj gledališče Jože Pengov, eno mojo lutkovno igro, Nebesno gledališče, ki jo je režirala Helena Zajc. In Taras Kermauner je prišel tudi na pogovor o tej predstavi. Predstava je bila za otroke, za mladino, popoldne, na kar smo sedeli v foajeju. Tukaj je bila dolgo časa in mislim, da še zmeraj v foajeju, ki je eno izmed svetih mest slovenskega gledališča, izjemno prijazno, toplo, navada, da se postreže z vinom, zasno. In na koncu smo sedela s Tarasom sama, sva se dolgo pogovarjala in prijazna gospa nam je dala veliko hrane, še 2 litra vina in midva sva ostala sama, stemnilo se je, 3 ure sva se pogovarjala, na kar sva rekla, zdaj pa čas, da greva. In gospa nam je prijazno pokazala, kako se pride ven iz foajeja, ampak midva sva šla po napačni poti iz foajeja, po teh stopnicah navzdol in nenadoma sva se znašla v popolni temi. Začela sva se spotikati ob nekih kosih starih scenerij
In v bistvu sva se znašla v neki brezizhodni situaciji, sva se spotikala, to je trajalo kakšnih 10 minut, nakar sva nenadoma obtočala v nekem prostoru, ker nisva ničesar natipala več. Nakar sva rekla, zdaj je pa situacija resna. Zdaj moramo pa premisliti, kje sva mi dva pravzaprav. In sva prišla do modrega sklepa, da je edini prostor v gledališču, kjer ni možno natipati nobenih zidov, oder. In dejansko se je izkazalo, da je bil oder, ker sva si rekla, če sva pa midva na odru, morajo biti mehne stopničke na levi in na desni. In potem sva se nekako se splazila po te stopničke in na koncu splezala skozi okno ven na Prešernov trg. Tam so hodili neki pozni ljudje, so hiteli domov, sem slišal dva, ki sta se pogovarjala, treba policijo poklicati, poglejta malo lomilca. Potem zelo hitro zbežala od Prešernovega gledališča. Evo, to mi je zelo drag spomin, recimo na Tarasa Kermavnerja, ki ga zelo pogreša. In od takrat je seveda zame oder dejansko prazen prostor. To mora iti v anale Kranjskega gledališča. Bom napisal za kakšen gledališki list. Zdaj, ne morem mimo tega in mogoče sem ti to enkrat celo že omenila. Odkar sem jaz v tej deželi, ni takšnih gest človečnosti do drugega, odrinjenega, osramočenega in ponižanega, kot si jih storil ti, pomeni, ni naredil niti en umetnik in intelektualec. Kako veš, mogoče, da si zdaj v delnem mirovanju, kdaj je treba povzdigniti glas in kaj je tisto, kar je po tebi v tej republiki, gremo v medias res, trenutno najbolj narobe? Jaz sem bil najbolj strani svojih staršev že tako vzgojen, gotovo, da tudi po silovitem vplivu mnogih zgodb, ki sem jih poslušal od otroštva naprej, o angažmajih svojih prednikov, ki so jih zelo drago plačali na skrajno tragične načine. In najbrž sem te vzore poskušal posnemati, tako da sem pravzaprav prvič govoril na študentskih demonstracijah 15. maja leta 70, ko sem imel 16 let. In od takrat naprej sem bolj ali manj nenehno angažiran. Se spomniš, kaj si govoril? Spomnim se. Šlo je v bistvu za demonstracije, ki so bile delno povezane z vojno v Vietnamu, delno pa tudi socialno situacijo takrat. In pozneje, ko smo šli iz študentskega naselja v Ljubljani proti centru, se je ta socialna dimenzija bistveno okrepila in seveda pozneje doživela svoj vrhunec v zasedbi Filozofske fakultete spomladi 1971. Tako da vse te stvari so mi bile, se jih zelo, zelo natančno spomnim. Vse to sem živel čustveno, skrajno, intenzivno zavezo, obenem moram priznati, da sem se bal, da bi ta angažma utegnil posušiti mojo poezijo. Tako da je bilo to doživetje družbene akcije takrat na nek način tudi strašljivo. Pozneje sem se naučil, da sem
bolje usklajeval te različne razsežnosti, vendar po malo ne 50 letih angažmajev sem seveda sebe tudi nekoliko že sic, postaja to že malce smešno, ne, se mi zdi, čutim pa zmeraj to potrebo, da se, torej kot neke vrste pogojni refleks, tako rekoč. Seveda med vsemi angažmaji je bil nemara, oziroma dva sta take vrste, ki sta me zaznamovala in mi tudi spremenila pesniški glas. En je bil povezan seveda s procesom demokratizacije, predvsem z novo revijo, ker sem bil eden izmed 6 soustanoviteljev, in nato po izidu 57. številke, ko sta bila Niko Grafenauer kot glavni in Dimitrij Rupel kot odgovorni urednik nove revije politično odstavljena in so sledili policijski, sodni pritiski. Takrat sem prevzel uredniško vodenje revije in je bila to skrajno napeta, dramatična situacija. Drugi tovrsten angažma je bil pa nedvomno organiziranje humanitarne pomoči za begunce iz nekdanje Jugoslavije in pisatelje v obleganem Sarajevu. V tem občinstvu sedi tudi nekdo, ki je meni neskončno drag, moja gospa Monika Rompamo, ki je naredila zadostno, še neprimerno več kot jaz. Organizirala je kar 42 centrov za begunce, večinoma v Bosni, vendar tudi v Srbiji, na Hrvaškem in celo v Sloveniji. In je ta skupna izkušnja bila najbrž ena izmed tistih, ki naju je zbliža. Takrat je... Nisem še končala. Če pa to, da še odgovorim na vprašanje, ko bi rekel, ki ga zdaj pa dejansko naslavljam tudi na to občinstvo. Od intelektualcev in od umetnikov se pravzaprav nenehno pričakuje, da povzdigujemo glas za druge. In to pravzaprav počnemo od Prešerna pa pravzaprav od Trubarja naprej. Ali ne bi vi tudi enkrat dvignili glas za umetnike in umetnice, ki so ostali brez subvencij, ki živijo na robu preživetja v tej državi, ki je bojda tako uspešna? Če smem še eno majhno regresijo, in sicer zanimivo, kako si prej rekel, da ti nekako ni uspevalo dogodkov, ki so se dogajali zelo blizu tebe ali pa v tedanjih časih v družbi, neposredno prenašati v poezijo. Vedno si se nekako naslanjal na zadeve, ki so bile tvoje ali reč tvoje družine, staršev. Zato te sprašujem, je vloga dedkov, in o tem govoriš v epu Vrata ne povrata, je vloga dedkov, babic, mater, očetov ključna takrat, ko so živi ali po tistem, ko nas zapustijo? Jaz bi rekel, da v obeh primerih. Seveda je odgovornost staršev, pa seveda starih staršev, sorodnikov, prijateljev,
do otrok odraščajočih izjemno velika in tudi občutljiva reč. Jaz sem imel to velikansko srečo, da sem odraščal kot sin čudovitih staršev in pravzaprav še zmeraj zelo intenzivno živim z njima in tudi z mnogimi drugimi ljudmi, sorodniki, družinskimi prijatelji, ki sem jih imel rad, od katerih sem se ogromno naučil. Rad sem jih poslušal kot otrok in velik del teh zgodb, ki sem jih takrat slišal, pravzaprav prinesel tudi v ep vrata, nepovrata, desetletja pozneje. Iskreno povedano je to, kar se mi je zgodilo lansko leto, ko sem zapisal zadnjo piko, oziroma točne tropičje tega epa, bila neka huda bolečina ponovnega slovesa, zaradi tega, ker sem dolga leta pisanja tega epa, ki so se začela po smrti očeta in se potem intenzivirala po smrti matere, z njima se nenehno pogovarjal, vsakodnevno, vsakonočno. Veliko smo se presmejali, tudi prepirali, tako kot sem imel navado z očetom, da sva se po noči pogovarjala, začela ob 10 zvečer, končala v kakšnih 2-3. In sem se mnoge reči ponovno naučil. Te mrtve, ljube duše, marsikaj povedale, razjasnile. Tako da je bil konec tega dela, ki je bil zame največji napor v življenju, napor umetniškem, intelektualnem, čustvenem, gotovo pa tudi v popolnoma fizičnem smislu, pomenil pravzaprav, da jih moram ponovno pokopati, se od njih posloviti. In to me je zajelo kot en hud vrtinc, neke vrste požiralnik. In sem kar nekaj mesecev potreboval, da sem se izkopal. Tako da ne vem, če je to odgovor na to vprašanje. Je zelo lepo razmišljanje. Odgovora pa verjetno si rekel, da je velja oboje. Zanima me čisto en tvoj praktičen nasvet, mogoče za vse nas. In sicer, ko sem vnovič prebrala tvoj ep v preteklih tednih, sem se vprašala, kaj bi rekel Boris, če velja, da se v prvih 40 letih, se pravi v prvi polovici življenja, ukvarjamo s tem, kaj si drugi mislijo o nas, ali drži, da se v drugi polovici predvsem ukvarjamo s tem, kaj si mi mislimo o njih. In je to prav? Gotovo, da smo v mlajših letih zelo obremenjeni sabo, negotovi, da nam veliko pomeni, če nas drugi obdarijo s prijaznostjo in smo včasih pretirano občutljivi, če se zgodi obratno in se soočimo z nekimi negativnimi mnenji ali neprijaznostmi. Gotovo, da tudi ta kilometrina v neprijaznosti, ki je seveda na Slovenskem neke vrste stalnica in folklora, človeka do neke mere tudi utrdi, se navadimo, čeprav najbrž nikoli ne popolno. In seveda je gotovo važno, da
razmišljamo nenehno o drugih, da seveda tudi sebe zmeraj definiramo v odnosu do drugih in seveda obratno. In kot pesnik moram seveda tudi tem razsežnostim zmeraj posvetiti veliko pozornosti. In sem opazil tudi v procesu pisanja, če mi recimo določeno sceno, določeno razmerje, dogodek ni uspelo dobro napisati, sem moral premisliti, kaj je pravzaprav v narobe v mojem odnosu, v mojem razumevanju nekega določenega značaja, zato da sem pravzaprav to si razjasnil, tudi čustvene prepletenosti, zgodbe, kontekste, in potem, ko sem si prišel do čistega o naravi teh odnosov z drugimi, mi je uspelo pravzaprav šele neko pesem dokončati na način, kot jo je pesem pravzaprav zahtevala. Hvala lepa in upam, da se bomo kdaj naredili svoje posebnosti. Boris Gaberšček je fotograf in biolog. Ko sva se srečala kakšne 3 tedne nazaj, sem bila deležna približno 2,5-urnega izjemnega predavanja o fotografiji, o zgodovini fotografije, o filozofiji fotografije in tudi predvsem njegovo intimno doživljanje tega, kar počne. Zato me zanima predvsem, in takrat mi tega nisi povedal, Boris, kje te je našla pot fotografije? V Istri? Čer. Težko je govoriti za dvema tako praktično nemogoče, ker si sledil vsako besedo, tako gospodu Mejaču kot Novaku, sem prazen kot ultra. Resnica, tako se počutim. Popolnoma sem izčrpal svoje umske zaloge za dolge tedne in rabim tako kot športniki regeneracijo, fizioterapijo. Gremo zaplesati. Dejte porabo. Jaz znam samo kolo, bolgarsko. No, mogoče je kljub temu, kaj majga ostala, pobrsko, pod strešju. Kako me je, rajši to, kako me je našla fotografija? Moram priznati, da sem že v osnovni šoli hodil nek krožek, ker sem se naučil osnov, ampak potem je bilo to globoko zakopano in pozabljeno. Potem me je potegnilo risanje in slikanje, hodil sem v pionirski dom, profesor Dovjaku, čudovitemu pokojnemu slikarju, ki je delal strahotno pastozne nanose, kar je bilo zame odkritje, pa Tinci Stegovc na grafiko, užival sem v tem, potem je bilo tudi pozabljeno. Jaz sem bil od doma nekako, bi rekel, predestiniran, vsi so od mene pričakovali, da bom raziskovalec, da bom znanstvenik. In tako sem šel po liniji najmanjšega odpora, po neki inerciji, pravzaprav sem zašel na biologijo, ker so mi pač vsi rekli, se ti imaš tako rad živalce. In tako je tudi bilo, ampak glej ga zlomka, v prvem letniku biologije so vsi fotografirali. Torej, kolegi so fotografirali rože, insekte, vse mogoče, kar je lezlo in kar je bilo v primeru, ampak potem je pa prišlo, da je nek moj prijatelj, kolega, imel naročene ameriške revije. In jaz sem tam prvič videl resno reprodukcijo fotografije Edwarda Westona in sem
približno tako kot po vajinem tekstu ostal. Spremenil mi je življenje. Jaz sem rekel, to je tisto, kar bi jaz rad nekoč nekje počel. Res, da me je pol biologija strahotno ovirala pri hobiju, to je tudi res, študij me je zelo oviral pri hobiju. Spomnim se, ko sem se pred mamo skrival v temnici in sem potem še rdečo luč sem mogel ugasniti, ker je prišla pa rekla, peč študirat. To še vedno ji to očitam, včasih, če se slabe volje. No in potem je prišel, je imel nek tečaj Vlastje Simončič, to je bil nek pionir slovenske fotografije, sicer lahko bi rekel socialni realist, ampak sjajen človek, do neke mere je spustil svoje učence. Jaz sem bil nekak in potem me je povabil v fotoklub Planinske zveze. Morate vedeti, da se je vse dogajanje okoli fotografije, to je bilo recimo v 70-ih letih dogajalo okoli klubov. Ampak jaz sem resno mislil. Popolnoma resno, kot nič drugega v življenju nisem resno mislil kot fotografijo. To je res. Lahko vprašate ženo. In po prvi razstavi sem dobil v knjigi vtisov, saj sem že kar dobro delal takrat, ampak popolnoma nekaj drugega. Sem dobil napis, zelo zanimivo, oglasi se kaj Jože Kološa Kološ. To je drugi moj veliki učitelj, s katerim sva prijateljevala potem do njegove smrti, mislim, da je 1998. On je sicer velikrat rekel, Boris, bod ti raje biolog, pa boš užival v fotografiji, če ne boš klev, če boš profesionalec, ampak jaz sem vedel, da bo ti nazaj ni. No in leta 1985 sem končno nenadoma diplomiral, po nesreči. Žena je bila že na faksu v službi, pa me je prijavljala k kolegu na izpite, da sem moral hoditi. Potem sem pa imel srečo, prosil sem za članstvo v društvu oblikovalcev, ki je takrat res nekaj pomenil, bil sem od prve sprejet, ker marsikdo od znanih fotografov ni bil, lažje je bilo dobiti status pri, takrat je bila še kulturna skupnost, kot pa biti sprejet v to članstvo, elitno članstvo. In potem me je tajnica mi je bila zelo naklonjena in je rekla, kaj boste pa zdaj delal? Vse ne boste biolog. Sem rekel, ne. Jaz bi raje fotografiral. Pa je rekla, vas bom jaz poslala, pa me je poslala Joco Tušnidešiču na delo, jaz reporter nikdar ne bi bil. Nikdar. Ampak on je bil tudi nekako navdušen, pa je rekel, jeseni morda se mi bo nekaj sprostil, pa je pa rekla, pa vi pa ne morate čakati, je rekla tajnica na društvu, Marija Zupan, se je pisala zelo duša društva, tako rekoč, in me je poslala k Miro Tuzdovcu, to je pa tudi veliko ime slovenske fotografije, on je bil v muzeju novejše zgodovine, potem je bil v Moderni galeriji fotograf, in potem na Likovni akademiji in je bil Pelikanov učenec, celjskega Pelikana, velikega fotografa slovenskega, češkega bo rekla. In midva sva začela sodelovati, bilo je fantastično. On me je naučil, ampak on je imel bil je bolj majhen in jaz sem mu potem rekel, sodelovala sva 25 let. Prvi projekt, spomnim se, je bil Pivovarna Union, muzej Pivovarne Union. Spomnim se, da sem delal metrske povečave, ki so jih potem dali na stene, kaširati na stene. Mislim, da je bilo to 86 ali pa 85 leta, 86. In potem sem odnesel in rekel, lej, takole bova naredila stroške odštejeva, polovica, sem rekel, redo. In sem odnesel celo torbo denarja in sem rekel, še dobro, da jaz nisem biolog. In
Jaz sem bila kar na nekaj tvojih razstavah, celo sem videla nekaj fotografij v imenitni družbi svetovne elite fotografske na Parifoto. Se zdijo arhitektonsko dovršena, se pravi skoraj da popolna. Vem, da mi boš zdaj razlagal o osvetljavi, ki je bistvena, in o tem se bom pogovarjala tudi z Markotom, ampak me zanima to z arhitekturo. Je bilo to povezano s tem, da je bilo veliko arhitekture pri vas doma, ker je pač tvoj oče Boris Gabrščik bil Plečnikov učenec in je bila arhitektura v prvem planu ves čas? To bi pravzaprav težko rekel. Začetel se nikoli nisva kaj dosti pogovarjala o arhitekturi, jaz tudi nisem vedel kaj dosti. Nekod sem napisal, da sem še dolgo mislil, da je interjer pasma psa, ne? Res, nisva se pogovarjala o tem, samo blazno sem cenil, oče je imel doma, no še zdaj ima doma nekaj Plečnikovih ris, ki mu jih je on tam v risalnici narisal in poklonil, oziroma so bile kot neka opomba, vizualna opomba, kako naj oče nekaj projektira, nekaj drugega. Ampak moj oče ni bil v tej arhitekturi, ni bil, on je šel zelo zgodaj bolj v urbanizem, to se pravi, ga je zanimala zasnova mest in to je tudi doktoriral na Dunaju. No, ne vem, koga pohvalim, če rečem, da je bil tudi Herderjev nagrajenec. In moj oče je nasjajna osebnost, ampak včasih mislim, da je preveč inženirske miselnosti o njemu, pa mečkaj premalo tega globoko čustvenega prepleta, ki lahko pripelje. Tako da, jaz v mojih fotografijah se nikoli nisem ukvarjal z arhitekturo, je pa interesantno, da ko sem imel leta 2012 v Parizu v galeriji Vie razstavo, ki jo je organiziralo naše ministrstvo oziroma naša ambasada delno, pa galerija Fotografija, ki se imam res veliko za zahvaliti za te uspehe zadnjih 10 let, ker nas je nekako postavljeno na zemljevid Evrope, ne samo mene seveda, in sveta. In je lastnik te galerije, Javier Solé, je rekel, on pa je arhitekt tudi, ne? In je rekel, to je arhitektonska, poglejte te plane, poglejte te subordinacije vrednot in tega, ne? Jaz pravzaprav nisem tako gledal. Mene je vedno bolj, čeprav zadnje čase govorim, dekonstruiram svoje tihožitje, je tako neka čudna beseda, ima že tolkenih spet emocionalnega naboja, ne vem, jaz zdaj rečem, da so to neke konstrukcije. Konstrukt ima spet mogoče malo pejorativen nadih, ampak kar se tiče pa skladnosti, ne, nekaj v meni hudir teži k neki harmoniji. Včasih delamo vse narobe, pa je spet lepo. Presežem. Kaj ste se vidva tam ta zadnja dva pogovarjali vmes neksta? Hočeš špricati? A se je slišala? Ne, se zato sprašujem. Jaz sem rekla, da jaz pa nisem iz take družine, ampak da sem iz družine, kjer sem noben ni šel na faks, jaz sem edina šla na faks, on je pa tudi eden redkih, ki je šel na faks. Tako da smo iz enih čist drugih družin in po moje, jaz ne bom o njegovem imenu govorila, ampak mene skrbi, kakšno prijetno zgodbo bom jaz imela za povedati. Pač kaj tako luštnega.
To. Jaz pa vem občinstvu, da Maja ima veliko zanimivih stvari za povedati, faks gor, faks dol, korenine in prav tako Matej, tako da prosim, če se ne počutite nič za... Vsi smo doma z vasi, konec koncev. Ampak fotografije so strašno bučne v zadnjih desetletjih. Kako ti je uspelo narediti tako, da začutimo tišino? Dve stvari sta pomembne pri moji fotografiji. Tišina pa trajanje, ne? Pa mogoče zelo problematično, to je napisala ena umetnostna zgodovinarka oziroma neka kuratorica angleška ob Vienna Fairu na Dunajskem sejmu, da je nemogoče določiti, v katerem času so nastale. Da bi lahko nastale pred 50 leti, 100 leti ali pa lahko danes. Kar se tiče pa tišine, jaz sem to skozi tako počel, ampak ko sem pa bral Eka, Umberto Eco, recimo, ki piše o hrupu in o tišini, je pa to pač problem advertisinga današnjega, ker če nimaš komparativne prednosti oziroma potem lahko povzroča samo hrup. In moraš biti vedno bolj hrupen, s tem pravzaprav samo dviguješ prag percepcije. In bolj, ko si hrupen, si opazen, če nimaš nič zapovedati. Če imaš pa kaj zapovedati, si pa lahko zelo Ja, jaz moram se pardoniram takoj povedati, da je Marko Brdar, sin Jakova Brdara, velikega umetnika. Ja, hvala. Da se mi ne bo očitalo, okej? Ja, bom kar začel pri Jakovu, tako da Jakov morda lahko govorim celo del, kako razsep. Ja. Zdaj, Marko je izredno skromen človek. To sem zaznala tako, ko sva se srečala in danes sva si pisala. Zelo lepa, prisrčna in topla pisma, kjer sva se pogovarjala o tremi in o teh stvareh. Ampak dejansko redko v filmskem svetu naletim na tako skromnega človeka. Kot si ti, pa sem se pogovarjala že z mnogimi. In te bom takoj vprašala v tem smislu, ker govorimo o človeku. Je po tvojem največji dosežek kamere, da je osvojila človeški obraz? Ne vem, morda je bila kamera za to izumljena, nisem ravno prepričan. Ne vem, ko razmišljam nekako vedno želimo ustaviti nekaj v trajanju. Na en način vsak trenutek, tudi ko ga živimo, pride v nekem smislu v spomin. Na koncu stane verjetno sem še ta spomin. Tudi sam nekako menim, oziroma sem že občutil, da ko se česa spomnim, da celo močnejše vpliva na moje čutenje, na občutek, ki mi ga zbudi. Se pravi, ne, tudi dogodek ni mogoče tisti, ki me vzburi, ampak mogoče spomin oziroma nočem reči upodobitev. Tako da, ne vem, če razmišljam o tem, kar pravzaprav umetnost, oziroma ne bom sploh umetnosti uporabljal, kar recimo kamera, morda s kamero nekako vedno lovim tisti trenutek, ki bi se ustavil, ampak se ta trenutek nikoli ne ustavi. Tako da, zdaj, ali je to pravi medij, ali bi morda bila statična fotografija, ne vem. Jaz vem, da mi vedno beži tisto, kar iščem. Pa tudi
v bistvu svojim poklicu nikoli ne iščem sam. Tako da v tem smislu sem skromen, ker pač film ni nekaj, kar lahko jaz naredim. Jaz mogoče lahko opazujem za koga, ne vem, mogoče ja, tako da v bistvu sem pozabil vprašanje. Če je kamera, ne vem, če doseže kamere, da je osvojila človeški obraz. Ja. Recimo ti kot direktor fotografije oziroma filmski snemalec, zdaj ne vem, kateri izraz je najbolj primeren, vendarle poskrbiš za to, da gledalci vidimo, aha, zdaj bo Matej zajokal, ali pa naslednji hip bo kavboj povlekel pištolo in nekoga ustrelil. To narediš ti? Ja, to sicer res naredim jaz, ne, in zato sem tudi neskončno hvaležen za vse te obraze. Pravzaprav je vedno, ko gledam čez kamero nekako, pravzaprav imam občutek, da niti sam ne gibljem te kamere, ampak da jo premikajo igralci s sabo. Tako da mislim, da se spet vračam temu opazovanju. Jaz mislim, da je nekako so organsko oziroma naravno, da me zanima nekaj, kar je meni najbližje je sigurno človek. Morda njegov obraz, mimika, tudi beseda, misel. Enostavno se mi zdi, da izvira to iz nekega čudenja nasproti temu svetu. In recimo, da ta medij izraza to omogoča. Je pa res, da prej si sprašvala v terminu, ne delam v poklicu, kjer lahko rečem, da samo jaz nekaj ustvarjam. Se pravi, ne, mislil sem, da mogoče bi se dal preživeti samo od opazovanja, se pravi, da hodim in da gledam po svetu in nekako dobim to nekaj, oziroma pa tudi ne dobim nekaj, kar iščem. V tem iskanju pri filmu pa pač nisem sam. Vedno se v nekem odnosu z režiserjem pravzaprav nekaj išče. Išče se skupna vizija, išče se pravi, v nekih teh predpripravah se vzpostavlja nek odnos, neko spoznanje in lahko je še tako intenzivno, se vedno zgodi, da potem, ko se kamera prežge, se znajdemo pred nečem novim. To novo pač povzročajo igralci, soavtorji, tehnična ekipa, to je en tak konglomerat, en skupek oseb. Seveda vsi delujemo nekako na podlagi vizije režiserja. Zato mi je malce težko pač govoriti, kaj jaz počnem, ne? Ker pravzaprav niti še nimam neke refleksije na delo, ki ga opravljam. In je pa mogoče to kar se prepozna, pač moj interes nasproti čemorkoli. Ampak me zanima, zdaj, glede na to, Marko v tujini povsod pobira eno nagrado, za drugim jaz sem samo naštela, sodeloval je pri Ivanu Burgerjevem, družinici Cvitkoviča, potem pri Tripu ljubezni Borisa Petkoviča, pri Zenitu Daliborja Mateliča, ki je pri Karpu Potniku, pri filmih Vlada Škafarja. Vem, da je težko o tem govoriti, zato sem razmišljala, če bi ti dala praktični primer, da nam razložiš svoj vzgib, kaj storiš v tistih nekaj sekundah. Zraven tebe sedi zdaj Maja, pred njo je mizica z nekaj predmeti, ti imaš kamero v roki. Kako boš kadriral? Ne znam odgovoriti na to vprašanje, ker... Nimaš kamero v roki. Ker nimam kamero v roki, ampak ni to v bistvu... Vem, vse. Ni pravi odgovor, zaradi tega, ker
v tem primeru bi ti morala biti nekak režiser in me usmeriti malenkost bolje. Ne? Se pravi, zdaj bi midva mogla nekam na kavo, se pogovarjati o tem, kako ne bi Maja kaj počne, kakšna je njena preteklost. Se pravi, morala bi se potopiti ravno tako v Majo kot v tebe in mene. In potem bi jaz rekel, Drago, lahko prišli jaz tisto luč, ne, pa ne vem, jaz bil za kamero, pa bi ne vem, opazoval Majo še naprej. Tako da, včasih so kakšni filmi res v bistvu plod ene egzaktne priprave. Lahko temeljijo na likovnosti, lahko temeljijo na točno specifičnih, vnaprej določenih parametrih, ne vem, mogoče snemamo film v eksterieru, se pravi. In recimo, lahko je... Kako ste vi Ajdovščina? Spravno, da lahko je to plod neke egzaktne, točne priprave, ampak nekako meni najbližje je ravno to, da v bistvu sploh nič ne vem, ne način. Tako da v pripravah vedno znova postavim na tisoče vprašanj, ki mogoče tudi režiserju niti ne pašejo, mogoče presegajo, pa si sploh mogoče ni nič mislil, da bi tam kje rabili biti, pa jaz tiščam neki. Ampak to je vse nek recimo temu intelektualni naboj v teh pogovorih ali pa nek drug, ko se pa enkrat kamera požge, pa jaz mislim, da seveda vse deluje skozi mene, pač celotna pogojenost, odkar sem se rodil, se pravi začenši z očetom in mamo, z šolo, prijatelji, z umetnostjo, z besedo, filozofijo, z partnerji. In takrat, po moje, to vse hkrati pač deluje, recimo v smislu, ampak to zdaj jaz teoretiziram, da pridem jaz ven, ne. Ker nekako ne znam presoditi tega, ker mi je tako... Je pa res, da včasih pogosto zidem, kljub temu, da sem zadržana oseba, me ponavadi morajo potiskati dol v nekem iskanju, se pravi, da večkrat počasi stopam in da ne postavim vse. Tako da ponavadi tudi, ko je stop, včasih tudi obrnem kamero, ja, tako da... Eden najboljših direktorov fotografije na filmu Vilmos Zsigmond, ki je režiral, spomnili se boste, Lovec na Jelene, Nebeška vrata in še cel kup imenitnih filmov 20. stoletja, mi je nekoč rekel, nekaj let nazaj, ko sva se srečala, da kamermani, če uporabim zdaj spet tretjo besedo, jokate z enim očesom. Se ti je, bom šla direktno na film Ivan, ki me je čustveno popolnoma razvrgral, se ti je zgodilo to med tem, ko si snemal obraz Maruše Majer? Ja, Ivan je sigurno bila zahtevna izkušnja za celotno ekipo, ampak posebej za Marušo. Ona je res dala nekako celo sebe v ta film. Hkrati so si ti prizori, ki so bili zahtevni, pravzaprav ni imela časa za počitek, za čustveni počitek. Tako da na nek način je trpela, ker je to ves čas nosila vseb. Tudi meni ni bilo lahko čez kamero pravzaprav to gledati, morda niti nare ne bi snimal. Si jokal z enim očesom? Sigurno, pa ne samo takrat, ko sem bil za kamero, ne. Tako da enostavno se ta proces snemanja transponira čez celo obdobje
trajanja filma in še kasneje. Tako da z Marušo so se kasneje še večkrat pogovarjalo v nekih določenih razdobjih in pravzaprav so sem s temi pogovori lahko šla čez ta odnos. Je pa sigurno nekaj, kar se mi zdi nujno za direktorja, za filmskega snovalca, ne glede na to, koga. Se mi zdi, da je pomembno in mislim, da recimo je to neka prednost moje osebnosti, da mi lahko zaupajo. Se pravi, da nikakor ne želim s svojim delom nikoga ogroziti. Ivan je in obstajajo prizori, ki so tako recimo zahtevni, emocionalno zahtevni za igro in v teh trenutkih moraš biti za nekoga drugega. Tako da mislim, da sem kar na oba očesa. Hvala lepa, da si to podelil z nami in še na mnoge filme. Ade ni več, ne? Ne, jaz nisem pričakovala, da bo to ploskanja. Če je to ploskanja, potem Ada ploska z vami in to je njej zelo razburljivo in potem se sploh ne more umiriti. Tako da v bistvu, ja, se opravičujem, da sem sploh pripeljala. Da je nekaj zunaj zdaj verjetno. Ja, hostesa in hostesnik sta mi ravno prišla povedati malo prej, da z veseljem se družijo, tako da ploskajo jaz skupaj nazaj. Ja, prej pa se opravičujem, no, ni želel zveneti kot kritika, prosim, ne. Seveda, da ne. Ne tako vzeti, res. Seveda, da ne. Seveda, da ne. Profesor Boris Hostesnik je vse se, kaj je... Ni, ne. Ni, ampak je zelo Je zanimiva, ne? Mislim, a so Hostesač je tudi fajna. Hostesač. Obstaja sploh moško ime za hosteso? Ne, se sprašujemo, da če bi hostesnik bi lahko šlo čez mogoče pristoji, ali pa hostesač. Hostesir? Ne, ja. Ima kdo še kakšno drugo idejo? Zdaj rada bi nekaj več povedala o Maji Smrekar. In sicer naslednje. Maja Smrekar je intermedijska umetnica, sicer diplomirana kiparka, ki je za cikl projektov K9 Topologija prejela Zlato Niko. In to je, ne vem, je bilo prej že omenjeno, najpomembnejša mednarodna nagrada za medijsko umetnost ter njene stike s tehnologijo, znanostjo in humanistiko. To pomeni, da je žirija festivala Ars Elektronike v ciklu, iz katerega veje nezaupanje v človeško vrsto, prepoznala pravo hibridno umetniško delo z globokim biopolitičnim sporočilom. Na Ars Elektronike, kolikor se jaz spomnim, ni te nagrade dobila še nobena ženska. Naš Marko Pelhan je dobil leta nazaj v neki poddisciplini. Ti si torej prva. Mislim, da je Marko Pelhan dobil, ne spomnim se katerega leta, ampak v soavtorstvu z nemškim sodobnim glasbenikom, ki nosi umetniško ime Alva Noto, ki je bil tudi v Ljubljanskem kinodvoru pred kakšnimi 10 leti. Torej, ona dva sta dobila na področju glasbe. Drugače pa so ženske, ki so bile del nekih skupin, tudi dobivale že nagrado v
kategoriji hibridne umetnosti, kot sem jaz. Ampak jaz sem nekako, mogoče zato tako pravijo, ker sem samo jaz, pa ni skupine. Ja. Zdaj, da bi gledalcem in poslušalcem lažje razložili, kaj je ta projekt K9 topologija. Če sem prav razumela, v tem projektu raziskuješ vprašanje paralelne evolucije v razmerju volk-človek-pes. Tako je. Na presečišču umetnosti in znanosti, pri čemer se osredotočaš na vprašanje, kaj v prenaseljenem in ekološko načetem svetu sploh pomeni biti človek. Zato bo zdaj moje podvprašanje, kaj pomeni biti človek v tebi? Ja, sicer res tako rečem, kaj pomeni biti človek, ampak bolj bi bilo mogoče vprašanje, ki se ga jaz sprašujem v resnici, kdaj. Mislim, zdaj o tem razmišljam, kdaj si sploh vreden imena človek. Živimo v svetu, v katerem v bistvu je treba v različnih kontekstih ustrezati različnim parametrom, da se potem lahko imenuješ človek. Moraš biti pravega spola, moraš biti v nekaterih okoljih poročen, moraš biti prave polti, moraš imeti ta prav znesek denarja, ta pravo gmotno stanje, ta pravo nacionalnost, vero in tako naprej. Ogromno parametrov je, ki potem v različnih kontekstih, v različnih geopolitičnih situacijah nas v bistvu potem določajo, a smo ljudje ali nismo ljudje. In kaj pa smo potem, ko smo tisto nekaj drugega. Tako da v bistvu za to gre. To je celotna matrica, na kateri v bistvu jaz potem postavljam to svojo topologijo. V teh tednih so se pojavile fotografije iz tega projekta. Seveda nekateri smo jih poznali že odprej, ampak širša javnost, ne vem, fotografije, na kateri dojiš psa in recimo različne fotografije, ki so razburkale delno javnost. Dovolila si mi, da te vprašam, in ker vem, da je temu tako, ta projekt je čisto tvoja osebna, intimna zgodba in mogoče bi bilo na mestu, da nam jo razložiš. Torej, Maja, ti si odraščala z psi, ne? Ja. In pa so me najdel, ne, hitno se. Si potekla iz prsta? Eni kožari posodili je pripravljala. Ja, siguran je ta osebna... Kako je že knjiga Tekla iz volkove ali Tekla iz volkovi, ne? Tekla iz volkovi. Mislim, da je Teče z volkovi. To je film, ne? Pleše z volkovi. Potem ženska, ki je tekla z volkovi. Ja, da nisem prebrala. No, ampak siguran ta, kakor jaz temu pravim, moja osebna mitologija je eden od ključnih nekako motivov za te projekte, v bistvu za moje snovanje in tudi, kakor sem rekla, spet en ključen okvir, skozi katerega nekako vidim svet. Ja, odraščala sem v družini, ki se je, kot edinka, v družini, ki se je ukvarjala med drugim z vzrejo psov in sem nekako tiste pse, vedno smo imeli vsaj 3 do 5 psov, to je bilo minimalno in sem jih vedno v bistvu dojemala kot družinske člane, ker sem bila majhna. Potem se spomnim, recimo enkrat, ko smo v vrtu, ko sem bila stara 4-5 let, smo morali narisati družino in sem potem narisala očeta, mamo, babico in našega novofundlanca.
ki je takrat, ne vem, takrat sem nekako, to mi je bilo fajn, ko smo imeli tistega Novomlanca, takrat je ravno Sreča na vrvici, ja, je šla in me se zdel, kot da živim ta film in ko je bilo res dober. In potem sem bila tako navdušena, da sem seveda tudi tega Novomlanca zelo velikega narisala. In potem je bilo treba prinesti, ko je bil nekak protokol, že takrat v vrtcu, ne, da si pol na koncu prinesel in je Turšica to datum napisala in podpisala. In potem je vprašala, ja, kaj je to? Pa sem rekla, pes, naš pes, on je, ne, in je rekla, ja, je pes vaš družinski član. In takrat sem jaz bila stara 4-5 let in seveda me je čisto zablokirala in nisem nič rekla, ampak potem je ona sama na to njej retorično vprašanje odgovorila, pes ni vaš družinski član in potem, ne, en tak, ne vem, ena taka nesenzibilnost je bila, ne, kako če si edinc, ima to mogoče določene kakšne pluse, ne, ampak ima pa predvsej minusov, se mogoče se ti takrat ne razmišljaš na tak način, ne, ampak potem nekako, ker si ustvarjaš v bistvu ta svoj svet s temi nekimi namišljenimi, v bistvu nekimi zgodbami in prijatelji in potem imaš še te živali, ne, ki so v bistvu živeli smo na koncu vasi in zelo veliko ni bilo problema, torej iti tudi tekati po tistih travnikih in kopati se v reko Sotlo in tako. In ne vem tako, no, kakor da bi v bistvu s tistim skupnim bivanjem in s tisto samoto, ki je bila zelo bogata, kakor da bi se v bistvu že takrat nek moj umetniški jaz rodil, no, in te živali so bile v bistvu nekako zraven, ne. Pol mi je bilo pa zelo zanimivo, ker sem pa zdaj, ker sem odrasla, se odločila, da bom začela na začetku totalno racionalno, torej čist druge strani. In da bom znanstveno raziskala, iz kje ta čustveni motiv med psom in človekom. Zanimal me je pes tudi zaradi tega, ker je daleč prva udomačena vrsta živali. Volk naj bi se začel v bistvu povezovati s človekom približno pred več kot 30 000 leti, medtem ko konj je recimo pred nekje 7000 pred našim štetjem in potem ostali živali. No, in me je to zanimalo, najbolj me je zanimal v bistvu ta motiv. Iz kje je takšna ljubezen, ta navezanost, ne, z obeh strani. No in potem se izkaže, da do takrat, tam nekje pred 12 000 leti, do začetka agrikulturne revolucije, so torej, ko so ljudje nehali biti nomadi, so bili v bistvu volkovi in ljudje nekako že toliko navajeni eden na drugega in tudi v bistvu že toliko so podobno hrano jedli in v podobnih nekih situacijah živeli, da potem, ko se je volk nekako odločil, da bo ostal s človekom v tej vasi, ki jo je, v katero se je naselil, zato da bo gojil pridelke. Počakajte, tole je zdaj zanimivo, tole nisem biologija, boste videli zakaj. Je potem volk v bistvu v tej vasi potem ohranil to socialno dinamiko volčjega tropa, kar pomeni v bistvu, da se je naselil ob robove in postal neke vrste bioindikator za človeka v tem smislu, opozoril ga je na neke stresne situacije. Posledično je to pomenilo za človeka, da se je lahko začel malo bolj sproščati. Zaradi tega posledično so določeni geni, to se je zelo dolgo dogajalo, ampak so določeni geni v bistvu mutirali pri človeku. Mene je posebej zanimal en konkreten gen, ki je povezan v bistvu z serotoninom. To pa je eden ključnih v bistvu hormonov, ki ljudem, pa tudi psom v bistvu, ki nam pomaga, da se toleriramo. Torej ne to, da se imamo radi, ampak da se toleriramo. In kaj je toleranca? Kultura. Pes je v bistvu eden od selekcijskih pritiskov za to, da smo ljudje začeli v bistvu kulturo. No, in to se mi je v bistvu zdaj zelo zanimivo, čisto biološko
dejstvo znanstveno, no in se mi je pa zdelo v bistvu en tak lepa fabula, ne, v tem smislu, kako se je pa meni to čisto v praksi kot deklici v bistvu zgodil v enem čisto minimalnem razmerju. Kako je pa to praktično izgledalo, ta projekt, če lahko pišeš? Ta konkretno, ja, potem sem pa naprej razmišljala. Torej, pes je eden od parametrov, zakaj je človek začel gojiti kulturo. In posledica te kulture, ne, če zdaj v bistvu tako zelo na veliko posplošimo, je ta, da smo ljudje posledično v bistvu zdaj živimo v optocentrični kulturi, torej to pomeni v kulturi, ki je vizualno, totalno, vse, kar je vizualno, je absolutno na prvem mestu, potem je nekako zvočno, vsi trije ostali čuti, torej tip, voh in okus so pa zelo sekundarni, tudi zelo malo literature, zelo malo umetnosti je na to temo, ne, o zvoku in sliki, imamo tudi teorije napisane, ne, in to privlači nas, res imamo razvit, ne, ta čut, medtem ko je pes ohranil v bistvu nos kot glavni perceptivni nekak aparat za svoje dojemanje, ne, kar je to pa pomeni čisto drugo dojemanje, ne. No in potem sem naredila eno tako inštalacijo, v katero vstopiš iz svoje krvi in iz krvi svojega psa, ki ni bil zlorabljen, ampak je veterinar mu je moral vzeti kri, ker je imel alergije. No in potem smo vzeli še malo eno eprovetko. Jaz sem pa se zlorabila, meni je pa ena medicinska sestra vzela kri. Hecam se. Mislim, res mi je vzela medicinska sestra. No, skratka, iz tega smo izolirali trombocite, tam not se nahaja ta serotonin, ki se sproži v naši glavi in neki cajt, da se tam pač v krvi nahaja. To smo potem z nekimi biotehnološkimi postopki, tako kot v parfumski industriji, v bistvu v neka druga razmerja dali na tak način, da je potem iz tega nastal von. Torej, vstopil si v ta prostor, moral si v bistvu na koncu iti na vse 4, kjer se je sprožil senzor in ena mehna kapljica mene, tega serotonina od mene in od mojega psa, ki je zdaj pač izgledala kot neka prozorna kapljica, je padla na en vroč pladenj, ki je se v trenutku spremenil v paro, uparil in takrat si povohal v bistvu esenco odnosa med človekom in psom. Ampak si povohal, nisi videl, ne. Torej, na njegov način. Tako. Ta kemija, ne, hkrati pa nekako mogoče razmislek tudi o tem, kako, ne glede na to, koliko živimo v tem optocentričnem svetu, koliko je zelo pomembno, kako izgledaš, kako se zrihtaš in tako naprej, še vedno pravimo, da tisto glavno, kaj se zgodi med dvema človekoma, je kemija, ne. In to je točno to, kar nimamo tako zelo artikuliran, je pa recimo ta von, ki se ga sploh več ne zavedamo. Ker Maja se je v zadnjih 15 letih ukvarjala s celo vrsto stvarmi, z implikacijami, ki so jih sprožile za človeka nove tehnologije. In zato, da bom samo eno kratko, torej najprej nekaj drugega. Kakšen je tvoj nagon v preživetju? Zelo deluje. Pri meni temu se reče včasih lizard brain, ne, torej tako imenovani še tisti možgani od plazilca, ne, tisti, ki ti naredijo, ker recimo, ki imaš totalno tremo, ki se utapljaš, tik preden, tega je zelo veliko v bistvu tudi v sodobnem svetu, zelo velike anksioznosti, paničnih napadov, to je vse ta lizard brain, torej ta, ki deluje samo na dva načina, ali napadi, ali pobegni. Meni to zelo deluje. A to si mislil? Ja, to še to si mislil. Zelo deluje, ja. Mogoče sem tudi zaradi tega tako... Instinktivna si, ja, instinktivno reagiraš, kar je pohvalno in jaz sem zelo rada
take ljudi. Hvala. Sem te videla, prej si tako instinkt, zdaj se pogovarjajo neki, kako se bom vklopila, a se mi je potrebno vklopiti ali ne. No, zelo cenim takšno čustveno inteligenco, da nekdo to prepozna, ker dostkrat so ljudje potem, zelo na hitro odreagirajo in mislijo, da... Maja, mi dve sva iste. Zdaj, še en tvoj razmislek bi bilo zanimivo slišati. In sicer, zdaj, različni izumitelji silikonskih dolin se že nekaj časa navdušujejo nad lastno podobo in vizijo prihodnosti. Kar naprej nas tem flopajo, ne? Kako bodo končno lahko downloadali sami sebe z tega problematičnega telesa na nek hardware, ki bo učinkovit, ki naj bi nam omogočil nesmrtnost. Samo tega si želijo, ne? Zdaj me zanima, je človeško telo res tako zastarelo, da moramo iti v to smer? Jaz bi najprej to povedala, da v bistvu po moje je zelo velikrat napačno razumljeno in sicer to, da jaz sem na strani teh nekih, kako bi temu rekla, nekih teh neoliberalističnih marketinških potez v smislu znanost nas bo vse odrešila in potem bo super. Ne, meni se to sploh ne zdi tako. Jaz tudi nisem eden tistih, ki bi, ne vem, sledil nekakšnim člankom senzacionalističnim in potem ne vem kam vse smetil znanstvenici, ki so ravno kar odkrili to in to in to. V realnosti to sploh ni tako. Ponavadi delajo 15 let na enem proteinu ali pa na eni mali zadevi, pa zelo velikih dela, pa zelo je duhomorno, pa zelo velikrat se mora ponoviti, da potem je lahko članek iz tega in tako, no, jaz tega ne delala sploh. Jaz v bistvu znanost uporabljam zgolj kot medij. Jaz znanost uporabljam na tak način. Kakor slikar uporablja barve in platno, da nekaj naslika, jaz sem se odločila, da bom uporabila medij, ki se meni zdi, ne da se mi sam zdi, ampak ki je v bistvu prepreden v vseh porah našega življenja. Pač znanost. Ampak znanost je pri meni zgolj medij, ki pa v bistvu nosi to sporočilo, da jo moramo naslavljati, če razmišljamo o duhu časa. Meni se zdi kot intermedijski umetnici, ki sem plačevana z davkoplačevalskim denarjem, da je moja etična dolžnost, da v bistvu naslavljam sodobne problematike sodobnega časa. In jaz to pač ne morem delati z oljem in platnom, ampak moram delati z nečem, kar je totalno sodobno, ker intermedijska umetnost naj bi to počela. Tako da, to je to, ne, te v Silicijevi dolini, ne vem, kaj naj rečem. Glede na to, koliko vidim, da stvari ne delajo, ne, že iPhone, ne vem, kjer je zdaj zunaj, ker plačaš ful veliko denarja, pa po enem letu že več ne dela, ne, pa nič ne dela, pa leta 2018 smo, pa Skype ne dela, pa Facebook video ne dela, pa nič ne dela. Jaz mislim, da bo še zelo dolgo do tega, da se bom downloadala nekam. Hvala lepa, Maja. Ti si star 35 let in imaš skoraj vse možne nagrade, ki jih lahko ima igralec v Sloveniji. Zdaj, kaj se je zate spremenilo v zadnjih 2 letih, od takrat, ko si postal nepozabni Zeus v Iliadi, pa do teh dni, ko si globoko v škornjih Dantona za predstavo Dantonova smrt, se je sploh kaj spremenilo. In a ti več spanja kratijo igra ali otroci? Dobro večer. Mislim, se pravi,
Ne, jaz, tako ko sem zdaj razmišljal, jaz se še vedno konstantno sploh sprašujem, zakaj sem jaz sploh tu, zakaj sem med njimi, zakaj sploh bi jaz kaj govoril, kar bi vas zanimalo, ampak to mene spremlja že od skozi. Celotna moja pot je eno samo čudenje in neko naključje. Ne znam sploh. Ma to je lepo. To je lepo, ampak v tem čudenju pa v teh naključjih ni neke strategije, ali kako bi temu rekel, ali pa nekaj jasnega, meni je eno tako valovanje mi je vse skupaj. Ampak zdaj, ko sem seveda razmišljal za nazaj, zakaj sem, da jaz zavestno vem, da se je v meni nekaj spremenilo, kar se čisto nekega tega igralske poti, če se zdaj o tem pogovarjamo, je bila ena predstava Nevihta v režiji Nea Valencija in tam sem jaz imel nek monolog in mislim, po tem projektu se je meni eno široko polje še odprlo, ena vrata, ki nisem vedel, da so. Zato, ker bom šel še malo nazaj. Se pravi, jaz sem prišel na akademijo. Na 3. mestu sem napisal to, pridem, probam, bil sem sprejet. Kaj je bilo na prvih 2? Prvo je bilo tržno komuniciranje. Zato, ker sem jaz mislil, pa to bomo, mi s Freni se bomo ga napili, pa bom jaz mislil neko idejo za reklamo, pa the best. Drugo je bilo geografija. Tretje pa je bilo to. In na oboje nisem bil sprejet, na Agrafata sem bil sprejet. No to. In jaz sem bil v bistvu čist, kar zdaj vem za nazaj, da je bila mogoče moja neka prednost, da sem bil dokaj nepopisan list, zato ker prej sem bil 3-krat v teatru v življenju. In sem šel pač tam, zafrknil oba monologa, nisem do konca spelal, potem sem to pesem povedal od Žaka Prevera in bil sprejet. In prišel tja in nisem vedel nič. Kaj so ti rekli, ko si bil sprejet? Sprejet si. No, ne, in pol je bil ta prvi letnik in meni je bilo vse tako čudno in vsi so bili tako zaj, vsi so vse štekali, jaz nisem štekal nič. Ne, ker smo imeli neke take vaje, ne, da pa stopi, ko da se v tebi vžge neka luč. Nek se ti ne vžge ta luč. Bizarno vse skupaj, ne. In po prvem letniku sem jaz počel skoraj vmes to pustiti se. In se mi je zdelo, pa tudi ta način, v bistvu čisto tale pač krut način. Dekonstrukcija. Ja, ampak dobro, prvi letnik naredim, pridem drugi letnik in dobim takoj pa neko vlogo stebri družbe Ibsen, Konzul Bernik. In tam se meni začelo nekaj svitati, no, pa tudi ne vem kaj, ampak pač delali so z mano, tam imeli vse prizore, jaz sem bil na vseh vajah nekak tak in jaz to delam, sledim, upoštevam. Sem pa ta, da pač se hočem naučiti, nisem imel ravno tega, jaz pa to zdaj že znam, ampak dajte mi, en mi je rekel profesor, da sem lega puc pa je ko spužva, vse srkava se, ne. No, in pol je bila ta produkcija in po produkciji, bravo, ti to, ti, wow. In potem se, ko sem jaz to slišal, to pa že izgleda, ne? No to. In potem se meni pa naenkrat že zdelo, da jaz pa že nekaj vem. In potem po drugi produkciji tudi se mi je že zdelo, da jaz že nekaj vem, zato ker so drugi rekli. Potem pa se tudi nehale te, bravo, super, ampak je bilo, ne? V redu, ampak nič posebnega, ne? In se mi je ta občutek vlekel nekaj par let. In tudi potem sem pač dobil še službo, sem potem tam bil nekaj tudi malo bolj bizarnih predstav, ampak tak nekak. No, in do tega trenutka, ko se mi je, pa sploh ena vaja je bila, nekaj se je odprlo. Ja, pa tudi to spoznanje, da ko sem jaz, to je, kar smo danes že na kosilu rekel, da ko sem jaz začel spet k sebi prihajati, jaz privatno, bolj k sebi, se mi je to poznalo potem na delu. Potem sem odkril, da sem bil seveda v tem nekem lažni pozi, v tem nekem lažnem, zdaj jaz plus nekaj sem, nekaj hočem ugajati, jaz bi rad bil to pa to.
Mislim, da sem tudi podzavestno kopiral kar ene igralce, ne da bi vedel, odkot to pride, da sem imel poln nekih manierizmov, nečesa tega balasta. Nisem pa sebi prisluhnil. In takrat, pač sem tudi odraščal privat takrat, da sem k sebi prihajal, začel tudi v privatnem življenju čistiti stvari, ki niso v svoj balast. In s tem se je čudežno nek preskok tudi v vlogah bolj zgodil, da pol pa s tem, pa ko sem jaz prihajal bolj k sebi, so tudi vloge postajale bolj moje in ne znam čisto razložiti, no? A se razume? Popolnoma se razume. No, in tam pa je bila ta prizor in eno tako polje se mi je odkrilo, koliko je tu, kam se še lahko grem. Čist, ne samo to, sploh tudi, ko mi je on rekel, to si zdaj naredil, daj zdaj drugače. Spravi, da ni nikoli končano delo na nek način, ne? In seveda, valjda se pa predstava je vedno v tem momentu tu, in se pravi, sem skozi zdaj iščem te momente živosti v tem trenutku, ne da je zdaj to kar utečena neka tirnica. In to me je na nek način osvobodilo in se mi je to začelo potem, in potem se mi je to začelo tudi na vajah dogajati, čisto druga konstrukcija, se to bom pa, takrat se mi je nek svet zgodil. To je, ne, pri tebi, recimo, jaz te v teatru sledim že kar dolgo, iz oči v oči sva se srečala samo enkrat, kakšne ducat dni nazaj, ampak se mi zdi, da pri tebi gre za neko nenarejeno skromnost. Ti temu praviš, da si razčistil sam sabo in se ne boriš z nekim nošenjem privzvišenosti. In zato verjetno, z svojimi besedami povem, je v tebi več prostora za vloge in so tako imenitno izčiščene na odru. Imam prav. To je plod tega tvojega dela. Jaz, spet tudi težko. Če si ti to misliš, pol... Mislim. Jaz upam. To je seveda sam, ne, upam. Ampak se ti vseeno še zgodi, da se med iskanjem, kje in kako bi neko vlogo prijel, izgubiš? Absolutno, zdaj sem zgubljen v tem trenutku. Recimo, res. To zdaj, kar delamo, sem čisto zgubljen. In res, ko sva se usedla eno jutro na Petkošku pred 10-12 dnevi, sva se pogovarjala in Matej je imel tlele nekje skrit tekst in je kar tako in je gledal in to in si bil... Ja, ker ko ste čakal, da priješ, da sem sredi, nisem bil tako nevljudno, ampak ker sem bil na poti na vaju, ker sem bil na vaju, ker me, in je to pač, bral sem intervju z Natašo Barbaro Gračno pred leti in je rekla pač, da ni drugega, kot da upaš, da bo nekega deževnega torka pa se zgodilo to nekaj, kar teda jaz tudi upam, saj to, da... Vem, ker je to meni rekla takrat. Bil to tvoj intervju. No, to. V tem nekem smislu. Teda zdaj, ampak to so pa moče zdaj vse ta leta vse jedno to prinesla, da imam vse to vero, da vem, da če bom grabil, da bom ta deževni torek, upam, da čim prej pride, da se bo nekaj zgodilo. So te režiserji, s katerimi si se tesneje povezal in naredil recimo nagrajevane vloge, če čisto posplošim, so te morali razumeti najprej kot človeka? To zdaj ne razumem čisto, ampak vsi ti, ki so naši veliki, imajo to skupno lastnost, da so tak neverjetno odprti ljudje in ne vem, če so me morali razumeti, pač oni ustvarjajo to neko kreativno polje, ne vem na kak način, in to je zelo preprosto, da seveda je lažje delati potem, da vse te formate, ti si pa da to spoznavanje mine, da lahko takoj k delu pristopiš, ne. Ampak seveda upam, da me sprejemajo takega pač, ne pa če je to zdaj, Če bi bilo to ključno. Če je to ključ. Vsem njim, pač meni naša komunikacija je kar spontano stečeno, ne vem sploh. Ker zanimivo, ne, Matej, ko jaz vprašam to isto vprašanje te velike režiserje, o katerih ti zdaj govoriš, mi povejo, da je vse to, kar se zgodi, se lahko zgodi samo zaradi velikih igralcev, kot ste vi, ne? Ja, ne vem, mislim, jaz absolutno sem
pač zame je to igra in vse to je mene eno veliko sodelovanje, to je zame ključ in tudi nekaj najlepšega, ne. Pač, kaj sem rekel enkrat, da ko grem gledat predstavo, ko jo gledam, sem zato, da bi bil sam sabo na nek način. Ko pa jo delam, pa sam zato, da bi bil z drugimi. Ne? In ker smo tu pač enako misleči ljudje, mi je to tu najlepše, se pravi. To je neka... Se kdaj na odru mučiš med predstavo? Mučiš? Ja. Meni najhuje je enih 7 minut pred predstavo, to je meni najhuje. To neko, ali pa to čakanje. Vse pa, ko greš gor, že vem, da bo čez par minut. Tako mi je zdaj bilo, meni bilo... ne? Pa sem vedel, da bo pol fajn, pa da se ne bo tako grozno, ampak teh 15 minut, ali pa še manj, teh 7 minut pred, ko ponovadiš pacijenta znani, ja, še 5 minut do predstavlja, meni, in teh 5 minut čaka in pol rečejo, ja, še čakamo te, malo bomo zamudili. Ko pa si na odru, na kaj se pri sebi najbolj zaneseš? Zanesem, ne vem. Ne vem, mislim, zanesem se, da bo enkrat predstave konec. Me zanima, če bi to lahko rekel. No, jer ne, mogoče že, ampak kakemu drugemu pa težko. Da kome čaka, že bo predstavil konec. Ne, to je edino, da zaupam, da vem, da bo, ne da kome čakam. To je edino, kar zaupam, da bo konec. Povej mi, kako pomembno ti je, kdo je tvoj soigralec v Mestnem gledališču Ljubljanskem. Names. Names? Je imena, prosim. Ne. No names. Ampak če zdaj moram pa enega, pa če jaz imam ne se to ravno sodelovanje, se ni, da bi koga izpostavil ali pa koga kaj igrajo. Se vedno gre za... Vse smo vsi tu, vsi imamo to željo, vsi imamo to. Zdaj, seveda sem z enimi boljši prijatelj in z enimi nekaj hitreje igral, z enimi sem tudi več igral. Mislim, da vsi ti, s katerimi, pa če sem imel to srečo, da se res ena fina ekipa pri nas naredila in da z enimi več igram in je s tem tudi potem ravno to že takoj se vohamo in to jih je več takih. Z enimi bi si celo želel, ker skoraj že par let nisem čist nič igral, recimo, da z Urošem Smolem nisva stala že 6 let na odru skupaj, ne. Ampak tu pa so mi moji ljubi, Jure Henigman, Primož Pirnat, ki z njim imam posebno vez, zato ker smo v garderobi skupaj. In je to pač... To je pomembno, s kom smo v garderobi. In je to, da pol se vidi, ko mi gremo, sta pa mi še v garderobi par minut in si še tam dosti poveva, no. Greva z teatra in tu nastane neka posebna vez zaradi tega, če treba zdaj nek names, ampak... To sem te vprašala z namenom, kaj ti tvoj Peer Gynt. Jaz mislim, da v Sloveniji nisem živela takega Peer Gynta, ko sem ti tudi povedala. Se mi zdi, da je enostavno vajen tandem z Primožem Pirnatem v tej predstavi je nenadkriljiv. Ampak te bom vprašala drugače. Si igralec, ki ga zelo pogosto vidim med občinstvom, ko gledaš svoje kolege. Se ti kdaj zgodi, da se znajdeš na odru in igraš z njimi namesto njih? To se ne zgodi. Zelo rad gledam kolege in tudi sem navdušen, ko vidim dobro predstavo in dobre kolege. To me najbolj napolni. Res. In to je prav neka nuja. Včasih sploh, ko je eno obdobje, ko so jake predstave, ki se me na nek način ne dotaknejo, res prav rabim, prosim, dajte mi eno. In tudi na tem odru sem dostakrat bil. Ko sem delal tukaj, kranjski kolegi. In jaz zelo rad gledam. Zato, ker sem prej rekel, ker vam takrat sem čas zase in da sabo nekaj, ne. Ampak opažam pa recimo gledam, pa seveda ne moram si pomagati, da gledam pač igralce. Meni je potem že en moment je meni že dovolj, da me napolni. Jaz nisem pa grem gledati s kakim prijateljem, ki je režiser. Ja.
Pol pa on začne povedati, jaz to sploh ne pomislim, res, pa tudi nisem tako zahteven. En moment, nekaj je meni dovolj, da mi napolni. In zdaj še zadnje vprašanje, na katero upam, da bo tvoj odgovor pritrdilen. Si eden od redkih igralcev mlajše, zdaj ne vem, ali je to že srednje generacije, ki, kot te jaz gledam iz parterja, tvoja igra temelji na čustvu in pride vedno do mene. Si pač tvoj Zeus me je razstrelil, o Peer Gyntju, da ne govorim in še o marsičem. Drži to? To je ravno hec. Meni se zdi to, da moja naloga na nek način je, in ko gledam predstave in ko sem gor, da bi z nas tukaj ena nevidna roka šla v vaše dušice pa vas malo popraskala. Vaša čustva so čista, kot jaz čisto po svojem doživljam predstavo, da če jo ti tako doživljaš, ja, ampak rak pa bo pa kdo rekel, veš, da je ta pulsa, pa to. Ima tudi on to legitimno pravo, ampak jaz, moja naloga je to, kak pa vi to srkate vase, pa doživljate, to pa je čez vaša stvar. Teda ne vem, kaj je to. Hvala lepa, Matej. Prosim. Vsakemu posebej se zahvaljujem za to, da ste prišli, za to, da ste mi povedali nekaj o sebi in o vašem življenju. Vsak posebej mi je zelo dragocen, zaradi tega, ker odpira meni neke nove poglede na življenje in na svet, ki nas obdaja, mislim, da tudi občinstvu. Tako da se vedno, vsako leto se veselim druženja z čudovitimi slovenskimi vrhunskimi umetniki. Hvala in bravo. Bravo.